Pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci v oddaji, kjer skupaj z farmacevti pomurskih lekarn nekako delimo informacije, razbijamo mite. To je oddaja s farmacevtom za zdravje in danes smo posvetili nečemu, kar uporabljamo vsak dan zdravilom v obliki tablet in kapsul. Z nami je magister farmacije Bojan Madjar, specialist klinične farmacije. Pravzaprav Bojan boste pojasnili, zakaj niso vse tablete enake, zakaj imajo nekatere obloge, kako jih pravilno uporabljamo, predvsem pa kako varno in učinkovito uporabljate. To je najpomembnejše tudi za nas, ki seveda zaužijemo. Torej, katere oblike zdravil pravzaprav, ki jih zaužijemo skozi usta, sploh poznamo, morda za začetek? Najpogostejša pot jemanja zdravil je ravno skozi usta, ker je tako najbolj enostavna, lahko naredimo to doma, ni treba iti v bolnišnico. Tablete, kapsule so tiste najpogostejše farmacevtske oblike, ki jih poznamo, vsaj kar se tiče odrasle populacije. Otroška populacija ima malce težav z požiranjem teh, tako da tam ponavadi se poslužujemo kakih siropov, se pravi peroralnih raztopin, podobno suspenzij. Drugače pa tudi same tablete, kapsule so potem različnih oblik, oziroma predvsem tablete, poznamo tudi take, ki se raztopijo pod jezikom nam, oziroma v ustih, takšne, ki jih raztopimo v vodi, lahko jih tudi kot šumeče tablete, poznamo pa tudi konec koncev praške, mogoče nekdaj še bilo tega več, ampak tudi danes imamo tudi take praške, recimo, ki jih lahko neposredno v usta ali pa damo ali pa raztopimo prej vodi in potem popijemo. Najrazličnejše oblike seveda so te tablete oziroma kapsule verjetno prirejene potrebam farmacevtov oziroma zdravil kot takšni, vsebin po mojem. So pa seveda tudi različne. V čem je razlika, da so nekatere obložene z, ne bom rekel z plastiko, ampak ker se pač to tudi raztopi, nekatere niso, je to zgolj, verjetno ne zaradi lepote, da lažje absorbiramo ali pa zaradi česa drugega, ima to funkcijo svojo? Ja, zelo. Čedalje več je takih zdravil. Nekdaj so bile tablete narejene tako, da se je dejansko tista zdravilna učinkovina v obliki prahu, granulata, pa neke pomožne snovi, stisnilo v tabletirki. Potem smo doma zdrobili. Tako, si lahko zdrobil, v želodcu je to relativno hitro razpadlo. Potem pa seveda tehnologija napredovala. Pri nekatera zdravila na ta način nismo mogli vzeti, ker pač kislina v želodcu lahko naredi svoje. Nekatere te učinkovine se ravno najbolje ne obnesejo v kislini. Tako so znani prvi penicilini za ta primer, ki jih še danes lahko uporabljamo večinoma samo v bolnišnicah intravensko. Ampak bolj so pogruntali tako imenovano gastrorezistentno oblogo. To je taka ovojnica, ki potem to učinkovino ščiti. Ta tableta ali pa ta kapsula ne bo razpadla v želodcu, ampak bo nedotaknjena šla skozi v dvanajstnik in tanko črevo in šele potem razpade. Se pravi, funkcija te gastrorezistentne obloge je ponovadi, da zaščiti samo učinkovino, da nam jo želodčna kislina ne uniči. Včasih so tudi v te tablete ali kapsule dane učinkovine, ki zelo dražijo želodčno sluznico in bi lahko povzročale razjede, tudi za ta namen. Potem danes imamo tudi čedalje več tablet in kapsul, ki imajo oblogo. Na škatlicah ponovadi piše, da gre za podaljšano sproščanje, nadzorovano sproščanje, zakasnjeno sproščanje. Gre za način, ko dejansko potem tableta ne razpade takoj v želodcu, ampak počasi, skozi več ur, sprošča učinkovino, lepo počasi dozira. To pa pomeni za človeka, da namesto, da bi vsak, 3-4 krat na dan vzel tableto, lahko samo eno na dan vzame in mu deluje cel dan. Zanimiva reč. Potem pa poznamo še recimo tako imenovano finsko oblogo. Tu je pa funkcija različna. Lahko da je učinkovina enostavno zelo grenka in na ta način zaščitijo, da ni tega neprijetnega okusa. Lahko na ta način izboljšamo stabilnost tablete ali pa kapsule, ker enostavno potem je bolj dlje časa obstojna, glede na zrak, glede na temperaturo, glede na vlago v okolju. In tudi seveda to je določena funkcija, tako da
Tudi takih tablet je čedalje več. Torej, obložene niso zaradi estetike, ne? Ni. Tudi ne zaradi otrok, ker so ene rumeno-rdeče, barvaste, zelo lepe, ne? Ampak seveda imajo svojo funkcijo. Je pravilno to, da te tablete enostavno damo v usta, poplaknemo z vodo, ne? Običajno farmacevti svetujete tudi zdravniki z vodo, ne s kakšno mineralno snovjo, z mehurčki, morda s čajem, ne sladkanim, tudi ni priporočilo vedno s kakšno kavo, turško poplakniti te zadeve navzdolj, ne. To se pravi, je to pravilno potem jemanje, da damo v usta, poplaknemo z vodo in čakamo. Ja, najbolj ziher je ta način, ne, da se, kot ste napisali, tableta vzame cela ali pa kapsula, ne, in da se poplakne z vodo. Z voda je najboljši medij. Če naredimo tako, bomo v 99,9% naredili prav, ne. Zelo malo je izjem, ko recimo poznamo tudi določena zdravila, če že ne s hrano, pa vsaj z nekom mlekom, a ne, da lahko, ampak večinoma pa je voda, ne. Včasih je problem že mineralna voda, ker že tam je več recimo določenih mineralov, ki lahko vplivajo, motijo delovanje določenih učinkovin. Teh ni veliko, ampak seveda tam, kjer tiste, kar so, pa so kar pomembne, ne. Še manj je primeren kakšen alkohol, že na splošno, ali pa recimo kaki čaj, zdaj spet odvisno kak čaj, ne, velikokrat si naredimo čaj z določenih zdravilnih rastlin, nekatere zdravilne rastline lahko bistveno vplivajo na delovanje določenih zdravil, tako da tukaj moramo biti pozorni, ne. Včasih je tudi pomembna seveda temperatura, da čaj je lahko tudi vroče relativno, ne. Če tudi ga mi prenesemo, pa lahko recimo škodi določeni učinkovini, tako da tudi tle smo pozorni. Tako da z tega vidika je praviloma tako, če ne poznamo, če je novo zdravilo, nismo ziher, prebrati v navodilo za uporabo, včasih to ni eksplicitno tudi tam navedeno, tako da v takih primerih pa vidim, da se čedalje bolj tudi že ljudje obrnejo na nas, ki potem lahko te strokovne informacije tudi znamo interpretirati in ljudem tako po domače razložiti. Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, ne, piše na vsaki škatlici, pa pri vsakšnem EPP sporočilu se to pove, ne. Pravilno. Zdaj sva govorila o teh obloženih, ne. Svoj čas je tega bilo manj, se spomnim, jaz, ko sem bil majhen fant, so bile klasične tablete, ne. Zdaj pa, tiste tablete so bile zelo velike. Je pa res, da ljudje, nekateri imajo težave že z majhnimi tabletami, da pogoltnejo, ne vem zaradi česa, to ni predsodek, bržko ne, drugi lahko velike pogoltnejo. Kako je s tem, če prelomimo tableto? Recimo večjo tableto so nam včasih starši prelomili, pa se vzel po 2 polovički, tudi bila je takole na črto polovička napravljena, verjetno s tem namenom. Je to pravilno ali pa to ni dobro jemanje? Zelo odvisno. Praviloma, če obstaja neka zareza na tableti, potem to že omogoča deljenje, ne. Tako da tisto tableto lahko razdelimo na polovičko. Zdaj vprašanje pa je, če jo lahko zdrobimo. To še vedno ne pomeni, da jo lahko tudi zdrobimo, tako da treba je preveriti, ne. Imamo včasih primere, ko je ta delitev namenjena dejansko, da lažje pogoltnemo, ampak da moramo cel odmerek vzeti. Včasih se lahko zgodi, da v levi in desni tableti ni enaka količina, ne, tako da z tega vidika je potem treba ne samo polovičko vzeti, ampak res obe polovički. Včasih pa je lahko ta tableta ima podaljšano sproščanje ali pa gastrorezistentno oblogo, ki potem še vedno se ohrani s tem, ko tableto damo na pol, če bi pa jo potem zdrobili, potem pa dejansko uničimo to gastrorezistentno oblogo ali podaljšano sproščanje. Tako da to je treba vedno preveriti. Če imamo s tem res težave, potem je najbolje, da kar vprašamo v lekarni farmacevta in treba je dejansko za vsako zdravilo to preveriti, ali smemo ali ne smemo. Podobno velja tudi za kapsule, ali jo lahko odpremo in potem tisto vsebino zaužijemo ali pa ne. Treba je vedeti, kje je zdaj ta obloga, ali je v kapsuli obloga na zunanji ovojnici, ali je pa znotraj so včasih take drobne kroglice, pa je lahko na teh kroglicah obloga, tako da zelo, zelo različno. No, to prvi zdaj slišim, da tudi kapsule bi... Tudi nekateri odpirajo. Ne vem, to zdaj prvi slišim, pa verjetno ni priporočljivo najbolj. Vedno ne, vedno ne. Treba preveriti. Govorili ste tudi poprej še o drugih oblikah tablet, ne? Zdaj smo govorili o obloženih, zdaj smo govorili o teh klasičnih tabletah. Če obstajajo seveda še tudi druge, šumeče, kot ste dejali,
neke žvečljive že so, pa še neke tretje, četrte, brško ne, kar veliko oblik. Nekaj še morda v teh tabletih in kako jih zaužiti? Šumeče tablete recimo mora biti seveda dovolj tekočine, to je treba kar preveriti, ponavadi kak deci pa pol, lahko tudi 2 decilitra, damo, potem pa počakamo, da res čist se raztopi, saj to postopek je kar hiter, res, da se celotno raztopi, potem je najbolje tudi včasih se kako usedlina naredi, da se Poplakne. takoj ali pa se pomeša, pa potem spije, skratka, da vse zaužijemo. Poznamo disperzibilne tablete. Te se razpustijo tudi v vodi, ampak niso tako kot šumeče. Saj, verjetno je vsak že probal kako šumečko dati v vodo. To, kar začne izhajati CO2, vidimo te mehurčke, je kar intenzivno, včasih tudi za kakega otroka zelo zanimivo. Ta disperzibilne so pa take, kjer se potem ob raztapljanju, razgrajevanju v vodi CO2 ne sprošča, ampak mogoče v začetku nič ne opazimo niti, potem pa s časoma, mogoče čez nekaj 10 sekund, pa opazimo, da začne se malce tableta spreminjati, razkrajati, potem lahko z žličko samo malce pomešamo to vodo, bomo takoj videli raztopino, da se zelo hitro razpusti tableta, isto velja, res vse zaužiti, ne pozabiti, ker ta usedlina lahko nastane, da res potem tisto količino tekočine, ki jo imamo, celotno popijemo. Ne čakati, praviloma pri teh tabletah priporočamo, ko jih raztopimo, da se ta takoj popije, da se ne počaka, ker potem tudi, če bi to pustili v kako uro, 2, lahko že začne razpadati. Potem pa imamo še žvečljive tablete, ste tudi omenili, ste me spomnili, tako da to so pa tablete, ki jih dejansko v ustih počasi prežvečimo, skratka niso namenjene požiranju, ampak da tako naredijo, ker se zgodi, da potem encimi malo še. Tako pomagajo, ali pa potem, če bi pa to razpadalo recimo v samem želodcu, bi pa lahko nas napihovalo, bi lahko bila ta težava. Pa praviloma je tudi žvečljive tablete začnejo prej delovati, ker ustna sluznica je dobro prekrvljena in lahko že tukaj, že z tega vidika pričakujemo prej učinek. Še kakšne druge morda morebitne oblike? Nikaj dosti verjetno, ne? To so praviloma tiste, ki jih danes poznamo. Ni tablet v obliki lizike, recimo za otroke, da bi otroci lizali, pa bi s tem zaužili. Kako prehranska dopolnila so že, ampak drugače da bi pa bile prav kot zdravila, tega pa nimamo. Ponavadi so pri otrocih perioralne suspenzije, raztopine. Bojan, povedali ste seveda, kako jemati, kako poplakniti in tako naprej. Verjetno pa je pomemben, še bolj pomemben čas, kdaj vzamemo zdravilo, kdaj vzamemo tableto, kapsulo, tudi to sva že enkrat davno govorila, ni vseeno ali pred jedjo, ali po jedji, ali zjutraj, ali opoldne, ali zvečer. Tu pa se trebamo potem seveda držati navodil, običajno že zdravniki povedo, vi pa še posebej vprašate v vaših pomurskih lekarnah, tudi v drugih. Ste že jemali to, veste, kako se jemlje, tak. In se tudi napiše, če je potrebno. To že res, Včasih samo napišemo enkrat na dan eno tableto, ponovadi je to v primerih, ko je dejansko vseeno, da se vzame. Se pravi, neodvisno glede na čas, je to zjutraj ali zvečer, ali je to s hrano ali brez hrane. Načeloma tudi sam zagovarjam nekako tisto pač pravilo, da bolnika čim manj obremenjujemo z informacijami in mu nudimo res tiste, ki so pomembne. Če piše pred jedjo, potem je to pomembno. Potem tega nismo zraven napisali tako, pa bi lahko vzeli tudi po jedi. Ali pa tudi, če napišemo recimo zvečer, je to pomembno, da se vzame zvečer, ker če bi zjutraj mogoče, pa ne bo takšnega učinka. Ali pa bodo bolj izraženi neželeni učinki, skratka, je nek razlog v ozadju. Če vas zanima, to vedno lahko vprašate, zakaj pa zvečer. Včasih se da malce tudi kakšne zadeve prilagajati, tako da se z farmacevtom ali pa še bolje zdravnikom o tem pogovorite, ampak praviloma pa je tako, da smo na to zelo pozorni, treba je paziti v določenih primerih, ker lahko bistveno vpliva tako na učinek kot na varnost zdravljenja. Prejle, Bojan, ste govorili o vodi, o mineralni vodi, o čaju. Kaj pa recimo otroci, ki veliko mleka popijajo? Z mlekom je moč vzeti zdravilo oziroma ali pa nekatera ne? Nekatera lahko, Pri otrocih zelo hitro pomislim na antibiotike,
Tukaj je tako, nekatere lahko vzamemo z hrano ali pa neodvisno od hrane, pa je vseeno, ne? Nekatere je bolje vzeti z hrano, tudi z mlekom, ne? Nekaterih ne smemo z mlekom, tako da tam pa potem starše opozorimo, recimo, da se zdravilo vzame ponavadi v obliki sirupa, ne? Da se vzame vsaj kakih pol ure ali pa 1 uro pred obrokom hrane, pa potem 2 uri po obroku hrane, tako da v tem času, da raje ne. Ponavadi je hrana potem moti ali pa prav specifično prav mleko lahko tudi moti, ne. Tako da ta navodila potem že dobijo, pa si potem starši nekako prilagodijo to jemanje, ker pač antibiotike jemljemo od na 6 do na 24 ur, pač neko časovno je. Zdaj, čim pogosteje je, tem seveda težje je nekako uskladiti, ampak treba pa je biti tudi tu zelo pozoren, ne. Tam pa, kjer pač ni nekaj posebnosti, pa tudi tam preveč ne obremenjujemo staršev s temi informacijami. Nekaj sem že prej načel, ne. Ljudje, nekateri imajo težave s požiranjem, absolutno, ne. Že malo tudi psiha, ne. Vidijo malo večjo tableto, pa že kam nas to dol spravijo, ne. Po grlu, ne. Se pravi, poznate farmacevti kakšen trik ali pa kaj podobnega, kaj kar bi olajšalo tem ljudem, da lažje spravijo tableto, posebno če je malo večja, navzdol? Ja, to zna biti kar težava, ne, in kar velik izziv. Zdravilo, ki se ne vzame, ne bo delovalo, logično, ne. Tudi, če se na nepravilen način vzame, lahko samo pričakujemo težave, kot je manjša učinkovitost ali pa manjša varnost. Tako da iščemo rešitve, ne. Včasih pač skušamo najti rešitev v drugem zdravilu, ne, v kakšni drugi farmacevtski obliki. To je, če ima kdo težave, je fajn, da to v lekarni pove, tega pa jaz težko požrem, ne, in potem se išče. Lahko mi sami že kaj predlagamo in tudi imamo kompetenco, da zamenjamo, če ne pa stopimo v stik z zdravnikom, pa se najde tukaj neka rešitev. Obstaja tudi en poseben gel, s katerim lahko vzamemo tablete oziroma kapsule, ki nekako olajša tudi požiranje, tudi to je možno. Jaz osebno sicer tega nisem poskusil, ker pač načeloma nekih hujših težav s požiranjem tablet nimam, na srečo tudi ne jemljem kakih večjih. Se mi zdi, da z večjimi, ne. Nekatere imamo res tako velike, da če bom moral jemati, bom iskal tudi v tem rešitev, ampak vidim, da določeni ljudje potem ta gel kupijo in ga uporabljajo, očitno jim pomaga. Kaj še morda dodati pri zaužívanju tablet, predvsem za varno in tudi učinkovito jemanje zdravil oziroma kapsul, tablet, oralno, ki jih jemljemo? Ja, vidim, da težava je predvsem v tem, da ljudje včasih pač naredijo nekaj po svoje. Skratka, tudi predvsem z tega vidika, da se niti ne zavedajo, kakšne posledice lahko to potegne za sabo, če eno kapsulo namesto, da bi jo vzel celo, jo pač odpre in tisto zaužije tako ali pa ne gledano to, ali je to zjutraj, zvečer, ali je to s hrano ali brez hrane. Skratka, preveriti. Ponavadi, ko je novo zdravilo, je res, rabiš te informacije, naj te ne bo nerodno, včasih tudi mi pozabimo kaj reči, se nam zdi kaj samoumevno, ne, pa človeku to niti ni. Tako da, vprašati o tem, ne. Če imamo več zdravil, recimo, zdaj zavarovalnica omogoča že drugo leto, praktično stopamo že pomali v 3. letu, omogoča storitev v okviru brezšivne skrbi pregled uporabe zdravil, kjer lahko se v lekarni naročite na ta pogovor s farmacevtom. Mi vidimo, če ustrezate tem vključitvenim kriterijem, ker takrat pa gremo skozi vsako vašo zdravilo, preverimo, če ga uporabljate pravilno, redno, če nimate kakšnih težav z njim in če prihaja do kakih odstopov, potem to tudi probamo rešiti. Na koncu naredimo en spisek zdravil, ki jih uporabljate, pa tudi tam so informacije, ali je to zdaj pred jedjo, ali je po kosilu, ali je to zvečer in podobno. In tako da ta način potem zagotovimo res in opremimo seveda pacienta z informacijami, ki jih potrebuje. Bojan, o tem sva že govorila, morda bo čas za kakšno obnovitev, ne, glede tega, te oblike informativnosti, ne, informacij, morda takrat o tem, koliko to ljudje koristijo ali ne. Za danes hvala lepa za nasvete, za informacije, za vse, kar ste ponudili v zvezi s tabletami. Namreč tableta ni tableta.
Ne, nista dve popolnoma enaki, ampak služi vsaka tableta seveda svojemu namenu. In cene gledalke in gledalci, zdravila jemljemo točno tako, kot je predpisano, in če nismo prepričani, vedno povprašajte vašega farmacevta v lekarni. Danes so bile z nami Pomurske lekarne, Bojan Madjar, magister farmacije. Do prihodnje oddaje s farmacevtom za zdravje, veliko zdravja, pa srečno.